Veliko študentov se v času študija znajde v pomanjkanju športnih aktivnosti. Včasih je razlog časovna obremenjenost, včasih lenoba, včasih pa tudi pomanjkanje denarja. Naj vam predstavimo nekaj rešitev. Zdrava zabava ponuja pester športni program za študente Univerze v Mariboru. Ponujamo študentsko rekreacijo, različne tečaje, katerih je več kot 20. Gre za začetne, nadaljevalne tečaje, strokovne tečaje. Več glede samih tečajev na naši spletni strani zdravazabava.com. Omenil pa bi, da ponujamo tudi cenejše smučarske vozovnice, karte za pristan, karte za fitnes. Zelo popularna oziroma zanimiva je pa tudi skupinska vadba, katero izvajamo z našim partnerjem Bodyfitom. Večina naših programov izvajamo v športni dvorani Vrbanska, to pomeni pod stopnicami na Kalvarijo. Ponujamo kar pester program študentske rekreacije, na teden ponujamo več kot 100 ur različnega programa. Najbolj zanimive rekreacije so pa predvsem nogomet, košarka, badminton, odbojka, namizni tenis. Ponujamo tudi študentsko ligo. Letos za študentsko ligo začnemo nekje v sredini novembra. Omenil bi, da gre to za najbolj močno ligo na Štajerskem. Med sabo tekmuje 16 ekip, katera se meri za naslov, prvaka. Vsi pa sodelujejo oziroma se borijo za nagradni sklad, katerega razdelimo med najboljše 3 ekipe. Če pa vas običajni športi ne zanima, lahko v Mariboru trenirate tiste bolj adrenalinske, ekstremne in nenavadne športe. Športno društvo Grebit za vas vodi treninge akrobatike, kjer osvojite veliko motorike, kondicije, moči, pa še veliko bolj zabavno je kot fitnes. Ultimate frisbee je vedno bolj razširjen šport, ki poleg telesnih sposobnosti razvija tudi športni duh in fair play. Rugby je nekoliko bolj grob šport, saj temelji na telesnem kontaktu. Vsekakor boste pridobili na telesni moči in hitrosti. Mešanica plesa, gimnastike in akrobatike je del cheerleadinga, kjer je glavna in nepogrešljiva sestavina medsebojno zaupanje. Več informacij o omenjenih športih najdete v članku. Ne pozabite pa, da so to samo nekatere možnosti, ki vas bodo rešile lenobe, nezadovoljstva in pomanjkanja energije.